Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Pred mnogimi leti sem slišal zgodbo, kako sta se na neki ladji proti domu po dolgih letih vračala misijonar v daljni deželi in neki znani pevec. Ko sta prispela v pristanišče, je tega pevca pričakala množica ljudi in navdušencev, misijonarja pa nikogar. Bil je žalosten in se nekako pritožil Bogu in slišal je besede, ko je dejal: Gospod, toliko časa sem ti služil v oddaljeni deželi, pa me nihče ni pričakal, tega pevca pa množica ljudi, ko je prispel domov. In Gospod mu je odgovoril: ti pa še nisi prispel domov. Kaj torej čaka naše misijonarje, ki delujejo v oddaljenih deželah, potem, ko bodo prišli domov? Ne znamo si predstavljati. Gotovo velika neizmerna radost in veliko plačilo. Vesel sem, da je tokrat z nami misijonar v Južni Afriki, v Mozambiku. To je salezijanec, gospod Tone Grm. Dobrodošli in lepo pozdravljeni doma. Lep pozdrav. Tudi lep pozdrav vsem gledalcem. Približno 10 let že delujete, ne? V Mozambiku. Ja, približno 10 let. Ni še, začenja se 10 let, tako bom rekel. Oktobra meseca leta 2013 sem odhajal in v tem času do zdaj sem imel priložnost biti dvakrat, tokrat je tretjič na obisku v domovini. Vsakeč, ko sem vračam, je lepo. Bom rekel, me čudi, da je vsakeč, ko pridem domov, lepši. Je lepši in boljši občutek? Ne vem, če je boljši občutek, ampak je lepši. Ja, obstaja naš stari rek, ne, ljubi je domek, če ga je le za en bobek, ne? Ja. Tako občutite tudi vi, ne? Gotovo. Ja, dom je dom, ja. Tako občutim. Pa mislim, ne sem tu, kar te vleče, ne samo vezi z najbližjimi, ampak nasploh z domovino in vsem, ker je en občutek, ko se vrneš domov, je skoraj nepopisana, ne? Tista radost, ki te napolni. Seveda, ko pa prideš domov k mami, je pa ta toplina precej drugačna. Salezijanci ste tako že nekako misijonsko usmerjeni v svojem delovanju, v svoji karizmi, ne? Kako ste se vi pravzaprav odločali za ta poklic, da ste prišli sploh k salezijancem in potem, da ste želeli v misijone? Ja, k salezijancem sem prišel po naključju. Še preden sem šel v osnovno šolo, sem šel že prvič na duhovne vaje kot ministrant. K ministrantu sem še švercal pred osnovno šolo na duhovne vaje za ministrante v Želimlje. Tega se zelo malo spomnim. Spomnim se igranja s šalčkami po mizah, bile so tiste plehnate šalce, pa kakav je bil noter in smo prosili, če bi lahko še dubali, pa se zmeraj še kaj najde. In to je bilo tisto, kar nas je nekako povezalo, brez da bi jaz vedel, da so oni salezijanci, ampak je tacga. Sploh kot otrok je bil zame vsak duhovni samo župnik, naš drugega, ne. Tako kot verjeten tudi za otroke danes. Kasneje smo se s salezijanci srečevali na druge, precej nenavadne načine. Včasih smo poromali na Rakovnik, tudi ne z namenom, da bi salezijance obiskovali. Na Rakovniku sem vsaj 2 leti preden sem odšel prvič v misijone, leta 1998 imel priložnost pri Luški votlini srečati gospoda Majcna, pokojnega in sedanjega svetniškega kandidata, blaženega. In takrat me je povabil ne vem, če je že bila takrat inšpektorialna hiša, v glavnem je bilo eno osebno srečanje z njemu, brez da bi se osebno poznala. Sem pa mu pri njemu takrat spoved, to se spomnim, pa naš drugega posebenega.
2 leti kasneje sem se pripravil prvič za misijone in sem kot laik odhajal proti Braziliji, kjer me je sprejel na svoj misijon tudi pokojni pater Ernest Saksida. Pri njemu sem bil 3 leta. Takrat ta izkušnja kot laik me je nekako napolnila po tisti želji spoznati misijone, imeti to izkušnjo, ampak obenem tudi izpolnila v veri v tistem iskanju, ko sem ga takrat iskal. Takrat sem že napolnil 30 let, je bil že kar nekaj čez. Priprave same smo opravljali pri Lazaristih, pri Svetem Jožefu v Celju. Skupina, ki se je takrat imenovala Sled, vem, da smo sledili tam pri Svetem Jožefu 3 leta skoraj, sem napolnil v teh pripravah. Potem sem pa imel priložnost dobiti povabilo, da bi šel v Brazilijo od patra Ernesta prek misijonskega središča, ne osebno. In sem tu povabilo sprejel. Nekaj časa kasneje pa prišlo še eno drugo povabilo za Papuo Novo Gvinejo, ampak sem že obljubil prej, tudi se ni dalo iti na oba konca. Bi pa šel z veseljem. No in tako smo se nekako s Salezijanci spoprijateljili. Tam sem 3 leta živel. Bil je priložnost, je bila ene izbire. Da sem ene izbire, če bi hotel živeti v hiši za prostovoljce ali pa v salezijanski skupnosti, no pa sem izbral salezijansko skupnost, zaradi tega, ker je bil to zame večji izziv, živeti v redovni skupnosti, držati se mehno teh pravil redovnega življenja. Bom pa rekel, da me je tu napolnjevalo nekako s tisto močjo, ko sem jo potreboval za delo kot laik v misijonah. Delo, na katerega sem se kar dolgo pripravljal, sem tudi zelo resno jemal. Jemal sem ga kot delo. In po 3 letih, po tej izkušnji, ki je bila, včasih je bila kar lepa, včasih je bila pa tudi kar velika preizkušnja, je pa bila priložnost, da se odločim za pot domov. Predtem me je še pater Ernest vprašal, ja, kaj pa zdaj? A ne bi bilo fajn, če bi bil ti kar Salezijanc, bi kar tukaj ostal? Pa sem jaz rekel, ja, o tem pa še nisem razmišljal. Ja, pri vseh letih, ki sem jih imel. No, ampak po vrnitvi domov je pa tu začelo malo odzvanjati po ušesih in me je vsak dan bolj vznemirilo, bom rekel tako, ne. En klic, ker ni bil sem klic enega patra, ni bil sem klic enega vzgiba noter, ampak po mojem, da je bil kar Božji klic, no, in se mu je težko upirati. No, potem sem pa po posvetu z gospodom župnikom, Francem Škuljem, ki je še zdaj v Videm Dobrepolju, sem odšel k Salezijancem. On je rekel, vse je logično, si izkus pri Salezijancem, kaj pet. No, in zdaj sem pa tukaj. Torej, izhajate prav iz Videm Dobrepolja? Videm Dobrepolje, ja. Tam pravzaprav imate veliko duhovnih poklicev, ne? Ja, kolikor nam je zaupal gospod Škulj, ko je bil naš gost tukaj. Ja, je kar veliko živih duhovnikov, zdaj bom rekel tako, mislim, da nas je 14 ali 15. Nisem pa na tekočem. Zadnji, ki je umrl, je bil Novak Franci. Bil je od moje mame bratranc, tako da je kar veliko Salezijancev, nas je bilo 5, no pa je eden zdaj škofijski. Čemu pripisujete tako veliko število duhovnih poklicev prav iz te župnije Videm Dobrepolje? Izstopa nekako v slovenski cerkvi? Mislim, da ni največje število poklicev iz Videm Dobrepolja, ampak bom rekel tako, če bi pogledal v ozadje poklicev, prav gotovo je Božja volja, kateri se nam ne upiramo, ampak po drugi strani je pa ena dejavnost, ki je v župniji zelo
razvidna. Že leta in leta, jaz se ne spomnim, kdaj se je točno začel, je vsak ponedeljek celodnevno čaščenje za duhovne poklice. Po moje, da je nas tu tudi... In imate veliko rednih udeležencev, ne? Ja, tega se nam manjka. Mislim, da je zelo redko, kdaj se zgodi, da je samo ena oseba pred Najsvetejšim, ampak je zmeraj skupina. Ne? Se pravi, je ta zavest nekje v ljudeh in tudi zavest po potrebi, po duhovnem poklicu. Ne? Prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetvo. To je prav gotovo. Ne? In v tem je ena lepota, da se človek tudi predaja, ker čuti, da je nekdo od zadaj, ki ga stalno podpira. Ja, to je. Ste ravnatelj skupnosti Moatizi v Mozambiku. Najprej me zanima, kako se pravzaprav ustanavlja neki misijon. Kdo lahko ustanovi nov misijon? Jaz pravzaprav tega niti ne bi vedel natančno. Po mojem, da so potrebe tiste, ki pokažejo na neko stvar, ki se zdi logična, ki je ustanovljena. Skušali smo letos oditi proti severu države Mozambik, proti Cabo Delgado, zaradi tega, da bi skušali ugotoviti, kakšne so možnosti pa potrebe, da bi v tistem delu ali pa nekje tam blizu skušali odprti v Mozambiku prvo mednarodno salezijansko skupnost, ki naj bi bila vezana na vizitadorijo Mozambik. Mozambik še ni inšpektorija, tako kot je Slovenija, ampak je vizitadorija, ker nas je manj sobratov, se pravi je odgovornost, oziroma prvi odgovoren je vrhovni predstojnik s svojim svetom. Mi smo pa direktno pod vrhovnim predstojništvom, tako da je nekako smo v tistem procesu, ko bo zadostno število sobratov, se bo kot inšpektorija osamosvojila, ampak zaenkrat smo nekako imamo še zmeraj vodenje z vrha. Ta poskus ustanavljanja mednarodne skupnosti je bil pa zaradi fenomena, ker v severu države so veliki nemiri zaradi infiltracije muslimanskih sil in tam se dogajajo že 5-6 let stalni poboji. Je ogromno beguncev, vsaj 5 milijonov je beguncev v tem delu države. In zaradi tega smo se skušali mehano odzvati na pobudo vrhovnega predstojnika, ki je dobilo tudi spodbudo papeža, da naj bi nekaj naredili za te ljudi, ki trpijo. In smo skušali na začetku leta iti gor, da bi pogledali, kakšna je situacija oziroma na kakšen način bi se bilo možno odzivati in kje bi bilo možno kaj ustanavljati. Do zdaj še nismo uspeli nekako priti v ta stik z ljudmi, da bi nekako jih obiskali. Je bilo do zdaj nemogoče. No, mogoče se bo pa zdaj pokazalo, ta teden, v četrtek, če se ne motim, prihaja tudi naš inšpektor na obisk, sem v Slovenijo in mogoče ima že kakšne informacije, tako da bom iz prve roke mogoče kaj več zvedel. Pa tudi se pol. No, na ta način jaz mislim, da kjer je potreba, se najprej pogleda, kaj je možno narediti, potem se pa odloča. Nekako odločitev v Mozambiku je, da naj bi povsod, kjer salezijanci delujejo, delovali kot vzgojna skupnost. To se pravi, naš cilj so šole in v tem smislu smo nekako osredotočeni bili do nedavnega na poklicne šole, tehnične poklicne šole, pa na osnovne šole. Tam prav v Moatizi imamo v skupnosti 3 osnovne šole, skupaj s sestrami pa 4, ki tvorijo tako eno jedro osnovne šol. Potrebe so zelo velike, država nima možnosti, da bi vse pokrila.
In po z našo pomočjo jim nekako uspeva tudi ta del izobraževanja nekako zadovoljiti. Ker sicer je pa kar veliko število otrok, ki nimajo možnosti ne obiska, ne izobraževanja, skratka so odrezani od šolstva. Ne. Podrugod v drugih skupnostih imajo v glavnem tehnične srednje šole. Država se je odločila, da je ukinila vse poklicne šole, obstajajo pa, lahko bi rekel, centri za izobraževanje za poklice, kjer se opravlja samo praksa ali pa vajeništvo in se na ta način izobražuje. In imamo v večini teh centrov tudi možnost za upravljanje te prakse, kjer se otroci s srednjo šolo, že končano, z gimnazijo recimo, usposabljajo za nek poklic. S tem pridobivajo ročne spretnosti potrebne za upravljanje enega poklica. In se je veliko lažje potem tudi odločati, kako in kaj delati. Tu je nekako usmeritev pri nas in na ta način delujemo. V glavnem mestu imamo pa še pedagoško fakulteto za tehnične poklice, se pravi za učitelje tehničnih poklicov. Torej, Republika Mozambik, če jo geografsko pogledamo, meji na katere države? Tanzanijo, Malavi, Zambijo, menda ne? Če gremo od spodaj, Južna Afrika, pa Svazilandija, oziroma potem je Zimbabve, Zambija, Malawi, Tanzanija. Je pa še... Pa okoli 30 milijonov prebivalcev ali nekaj čez, ne? Uradno po zadnjem štetju, 98. leta so opravili zadnjo štetje, je bilo okrog 30 milijonov prebivalcev. To štetje je bilo upravljeno tako, ne? Provizorično, upravljali so v glavnem učitelji, ker je bilo to štetje opravljeno zelo z levo roko, po mojem, da je prebivalstva veliko več kot pa 30 milijonov. Ne? Kaj pa na območju vašega misijona? Na območju samega misijona je v samem mestu okoli 600 tisoč prebivalcev, približno tukaj Ljubljana. Je v okolici pa še 700 do 800 tisoč prebivalcev. Območje samega Moatizi je kar obširno. Eno območje je del naše župnije, to drugo območje smo mi prej upravljali, sedaj pa je na tistem območju ena druga veja salezijanska, so Canção Nova, upravljajo pastoralo na tistem območju. Oni so specialisti, tako kot vi, za komunikacijo s svetom. Imajo radio in televizijo kot eno sredstvo za evangelizacijo. Tako da... Rekli ste, da imate več salezijanskih skupnosti, nekako si predstavljam, to je tam nekje v bližini in verjetno zelo daleč stran od znamenite reke Zambezi, ne? Ni tako daleč stran, mi smo čisto ob reki Zambezi. Vi ste čisto blizu. Ja. Kaj pa druge skupnosti? Druga skupnost se nahaja približno 15 km stran. Mi smo najbolj severno, čeprav smo na sredini države. Zdrava nas je še ena skupnost salezijanska, Matundu v mestu Tete, kjer se ukvarjajo s poklicno tehnično šolo, bomo rekli, opravljajo izobraževanje za gradbeništvo, strojno tehniko, elektrotehniko, prej je bila tudi avtomehanika, pa mizarstvo. Ob tem imajo pa še srednjo šolo, tako bi rekel, kot gimnazijo, ampak ne do konca. Se pravi, samo do letnika, iz katerega je mogoče neposredno preiti v tehnično šolo. Samo do 10. razreda. Šolstvo je tam malo drugačno, osnovno šolstvo gre do 7. razreda,
8., 9., 10. je nižji rang srednje šole in potem je 9. pa 11. pa 12. sta pa srednja šola pa priprava za fakulteto. No, pa nas tako deluje. Tehnična šola ima pa 3 leta, vsako leto je lahko zaključno, ker ima nivo izobraževanja, se izobražujejo do določene stopnje. Odvisno, kakšne potrebe imajo, se pravi, se odločajo za en poklic, eno specializacijo, potem za drugo specializacijo, za tretjo in obenem že za vstop na fakulteto. Če to uspejo, imajo možnost nekega dne priti na fakulteto. Vse je pa odvisno od plačila, ker šolstvo tam je pa, kar se tega tiče, precej drago. No in tu je največja ovira šolstva pa izobraževanja v Mozambiku. Osnovna šola je popolnoma zastonj. Tako privatna osnovna šola kot državna osnovna šola nima pravice od nobenega ničesar prejeti. Srednja šola je pa druga pesem, ne? Se pa začne takoj na začetku z vpisom, potem je pa mesečno plačilo za vsakega učenca in mnogi učenci si tega ne morejo privoščiti. Se pravi, tisti, ki so recimo iz revnejšega prebivalstva, potrebujejo podporo, zato da so sprejeti. In pri nas imajo to možnost, da se jih podpre, ker smo nekako usmerjeni v to, da podpiramo te najbolj revne. Se pravi, imamo vpis za nekatere, ki pa omogoča tudi, da sprejemamo tudi ostale. Veste, da je prav v teh tehničnih poklicih, kjer je obvezna tudi praksa, šolstvo precej drugačno, ker ti moraš le opraviti neke poskuse in neke udelavnice se naučiti. In tu, kar je kar drago. Se pravi, zaradi tega imamo nekaj učencev, ki so sposobni plačevati, da se dobi material in tako naprej, orodje tudi. Ostali pa so tam nekako in se jih zalaga z vložkom, ki ga mi dajemo noter. Tako imajo vsaj minimalno možnost za to, da se jih izobražuje. Kaj pa sicer, kateri so njihovi največji problemi, v katerih želite pomagati prebivalcem na območju vašega misijona? Mislim, da imate več 10 župnij, ne? Župnij, prej je bila ena župnija. Na misijonu je bila ena župnija. Ta se je pred dobrim letom pa pol razdelila na polovico, približno na polovico, po prebivalstvu. Ampak po podružnicah se je pa od začetka, je bilo 39 podružnic, se je razdelilo na staro župnijo, ki je obdržala 29 podružnic. Novi župniji je pa pripadlo 10 podružnic. Ampak 3 od teh so mestne, ki bi bilo lahko vsaka vsaj župnija po prebivalstvu. Torej podružnic je toliko, ne župnij, ja? Ne, podružnice so pa 10 podružnic, vse podružnice so ob reki Zambezi, razen te 3, ki so pa mestne župnije. Ostale so pa podružnice, ki so v smeri poti, ki vodi proti meji z Malawijem oziroma proti Zobwe, proti severu. Je lažji dostop, je pa vseeno ruralno prebivalstvo, v glavnem se ukvarja s poljedelstvom, zelo malo z živinorejo in je od tega praktično odvisno. Ja. Koliko uspete obiskovati te župnije, kako potekajo vaša bogoslužja, kolikokrat, denimo, oziroma na podružnicah, kako so organizirane pravzaprav te podružnice? Saj verjetno ne uspete, glede na majhno število duhovnikov in tudi verjetno redovnic, ki delujejo tam na območju misijona, verjetno ni rednih svetih maš na teh podružnicah, ne? Ali kako? Zdaj, lansko leto smo bili v skupnosti 4 duhovniki
In je bilo zelo lahko delo, smo se razdelili na polovico, 2-2, in je bilo delo veliko lažje. Zdaj, mehko težje je bilo zaradi eden od duhovnikov je bil brez izpita, avtomobila sta bila 2, tako da je bilo mehko težje se organizirati, ampak vseeno se je dalo recimo zelo lepo pokrivati na župniji delo. Koliko vas je duhovnikov na misijonu? Letošnje leto je bilo mehko drugače. Letos sva začela 2 duhovnika, ostali so bili premeščeni na druge misijone. In sva oba, vsak na svoji župniji, skušala delati, kakor se je dalo. Delo je bilo sorazmerno usklajeno župniji potrebno. Ampak ni samo župnijsko delo, je tudi delo na misijonu, za samo obratovanje misijona je kar težavno se odločiti, kako in kaj. Imate še kakšno pomoč pri pastoralnem delu? Še iz druge skupnosti nam hodi en sobrat, duhovnik, pomagati k nedeljskemu bogoslužju. Drugače pa pastorala je tudi še druga. Imamo še kakšne projekte, ki jih skupaj izvajamo prav s tem sobratom, ki je prav odgovoren za koordinacijo projektov. Jaz sem pa vodja projektov, se pravi nekako usklajujemo tu skupaj, ker oba sva pa ravnatelja, on na eni skupnosti, jaz na drugi. In je težko, bi rekel, vse skupaj pokrivati. Se pa pokrivava, tako da vsak lahko še kaj drugega postori, ne sem tu. Obenem pa tudi skrbiva za to, da je misijon, da deluje tako, kot bi mogel tudi ta del projekta podpore ruralnemu prebivalstvu. Je kar zahteven, velika pomoč prihaja od angleške Caritas, imenuje se CAFOD. In na tem zdaj letos, mislim, da se je v tem mesecu, ko sem jaz zdaj doma, že zaključil. Podaja se pa zaključno poročilo, bomo imeli še vsaj 2 meseca časa, da bomo zaključili in da bomo tiste bilance pa to vse prikazali, čeprav so zmeraj v zaključku projekta vse knjige že zaključene, ampak vseeno se pa pogleda 3 letje, se naredi analiza in nekako tudi se vidi smernice za naprej. Mislim, da je odločitev padla, da projekt ne bo več potekal v tem smislu, se pa bo verjetno v državi nadaljeval prav proti severu, verjetno v tem smislu mednarodne skupnosti pa mednarodne pomoči. In če se bo dalo kako biti zdraven, se bo skušal tudi nekako svetovati, pa vse tisto, kar je naša izkušnja, podajati naprej. Tukaj bomo pa poskušali s prebivalstvom, ki je nekako navezano na nas, sodelovati tudi vnaprej. Na kakšne načine bo pa Bog povedal s časom. Ja. Koliko osebja živi na območju vašega misijona, pravzaprav tukaj, kjer imate sedež misijona? Nekako si predstavljam to neko območje, koliko je veliko ta sedež misijona in kako to izgleda? Letos se je šele maja meseca formirala skupnost, čeprav je začetek leta mesec januar, polovica meseca januar je pri nas tako kot mesec avgust, ko se pri nas formirajo skupnosti, pa se po avgusta začne šolanje, tako je pri nas mesec januar. Februarja se začne šolsko leto, ki traja ponavadi do konca novembra, in potem december, januar, ki sta najbolj topla meseca, smo nekako v tistem, da lahko opravimo še kaj drugega. Ponavadi je bil kakšen oratorij, zdaj smo pa zaradi covida bili omejeni, mi smo še zmeraj mehen bolj omejeni kot tukaj v Sloveniji. Obvezno še nosijo maske, tako da bo za mene zdaj po tem oddihu ponovno treba navaditi, da bom uporabljal masko in tako naprej. Ja. Kako pa poteka versko izobraževanje, poučevanje verouka? Je to na sedežu misijona in kako potem na teh podružnicah? Na sedežu misijona, na eni in drugi župniji se organizira verouk. V času covida je bilo mehen
vse skupaj v eni stagnaciji, se je skušali vsaj s tistimi, ki so bili v pripravah za Birmo, navezovati stike prek SMS-ov in tu, da so se mehko poklicali. In kateheti so odhajali tako na postojanke, kjer je bil pod kakšnim drevesom malo sence, da so skušali katehizirati. Tu ni kaj novega, ne, ker oni so bili navajeni ves čas vojne za osvoboditev od kolonije od leta 1964 do 1972, da so kateheti ohranjali vero, ker so bili duhovniki odslovljeni, izgnani. Pa potem, ko je bila revolucija, se še niso vrnili do leta 1983. Leta 1983 so pa začeli počasi se vračati. Tudi vaš misijon je bil preganjan? Naš misijon je bil praktično, prej so bili na misijonu jezuiti na začetku. Prevzeli so ga salezijanci, pa so bili kasneje izgnani. Potem so ga pa nazaj dobili leta 1986. Od leta 1986 se je pa začel nekako sama obnova in tako naprej. Do zdaj... Pomeni, kakšnih 5 let jih ni bilo na misijonu ali kako? Koliko? Ne 5 let. Od leta 1964. 64? Od leta 1964 do leta 83. 86 so pa salezijanci nazaj prišli. Tako da je v Moatizi, tu je v Moatizi. Druge so se vračali leta 1983, ampak je bilo treba počakati po nekje. Še zdaj recimo je država, eden od velikih vzrokov smrti so minska polja po državi. Ne? In temu primerno je tudi recimo naše pastoralno delo, ker nas prehajamo po gozdovih pa tako naprej. Ne iščemo, kje so kakšni ljudje, da bi jim šli naprot, ker moraš najprej vedeti, kakšni so pogoji sploh. Če je varno po tem terenu. In ko se pa ugotovi, da je možno. No, tako sem letos po 20 letih obiskal eno podružnico, ker dobil sem 10 skupnosti, ena od teh je sedež župnije, no 11. je pa ta nova skupnost, ki je zdaj 10. podružnica, 70 km oddaljena od misijona, ampak do tja je pot zelo avanturistična, približno 4-5 ur se vozi do tja z avtom. Je pa, če boste kdaj prišli me obiskati, vas tja popeljem, to pa vam obljubim. Kakšen promet neki se dogaja in odvija pri vas, glede na to, da sem zasledil, da imate toliko prometnih nesreč, da toliko mladih ljudi tragično konča? Pred samim misijonom je velika, bom rekel, prometna cesta, ki je nacionalna cesta, se imenuje nacionalna cesta številka 7. Hvala Bogu, da ni številka 1. Tam sem že bil prej. Tisti, ki pri nas kakšna avtocesta. No, tu je pa cesta, ki vozi proti Malaviju. Proti tja je ogromno tovornega prometa. Ne samo za Malawi, ampak tovornega prometa interne rabe, ker so pri nas podjetja, ki delujejo na področju, predvsem imajo ta značaj, da so področje je zelo bogato z rudo, predvsem s premogom, in je temu primerno tudi tega prometa s to dragocenostjo do železniških postaj. Tu gozd... Torej tu gre neka glavna cesta mimo vas? Glavna cesta gre tik pred misijonom, ja. In tukaj se dogajajo te nesreče ali kako? Ja, pred misijonom. Jaz smo imeli leta 19 pa leta 20, ko se je odpiral misijon, je bil kar obup. Se pravi, 19-20 sem jaz tja prišel, 2020 sem začel na misijonu delovati in tako na začetku šolskega leta je bila en za drugim 6 prometnih nesreč, 6 otrok je umrlo. Pa ena učiteljica je bila ponesrečena tudi v prometni nesreči, tako da je bilo kar
kar hudo, ja. Kaj pa zanimanje tamkajšnjih ljudi za vero, za krščansko vero? Ja, jaz mislim, da tako nasploh afriškemu človeku vera ali pa nek duhovni svet ni tuj. Mu je zelo odprt, mu zna prisluhniti in zna izbrati. Sicer zelo rad izbira. Izbira ponovadi s trebuščkom, tako da je kar zanimivo. Je zanimivo, da se najprej odloča. Kaj to pomeni? Da računa na to, da bo dobil pomoč tudi v hrani ali kako? Zelo težko ti bo nekdo prisluhnil, če je lačen. Čisto ne. Ampak, ko je pa, bom rekel, ta telesna potreba nekako zadoščena, pa zna prisluhniti, bom rekel, zna biti pozoren. Nasploh so odprti vsemu, kar jih lahko poveže s predniki. Se pravi, starši, starimi starši in tako naprej. Ker ti so še nedavno bili z njimi in se jih spomnijo. Ta spomin, kako živeti, vera jim zagotovo lahko pri tem pomaga. Ne? Se pravi, mi jih učimo, da smo lahko z našimi predniki povezani prek molitve, z molitvijo, da molimo za njih, da molimo za njihovo odrešenje. Se pravi, tu jim ni tuje, tu sploh ni nekaj novega za njih. Ne? Je pa lepo, znajo verovati na nek drug način, kot mi. Ne? Njihova vera mora biti nekaj bolj živega. In tu se izkazuje. No? In radostnega. Ja, v plesu, v glasbi, v ritmu, vsemu, kar dajo iz sebe. Ne? In tu ima vsak v sebi. Kako potekajo vaša bogoslužja? Ja, počas. Ponovadi je, bom rekel tako, delovniška maša, je tako, kot pri nas, se mašuje in ker je tu v mestu, znajo odgovarjati, so naučeni in ponovadi pri maši tisti, ki sodelujejo, razumejo vsaj ta del redne maše. Pri evangeliju imamo tudi razlago evangelijo oziroma homilijo. Vsakič skušamo podati še kakšno misel o Božji besedi, pa tudi kakšno katehezo na Božjo besedo. Vsakič. No, tisti je pa potrebno že prevesti. Se pravi, prevajamo v toliko jezikov, kolikor je potrebno. Če sta pri maši, tako da sta vsaj 2 pa 3 osebe enega jezika, se prevede v tisti jezik. Če jih je pa več jezikov, je pa potrebno več jezikov in temu primerno je dolžina delovniške maše tudi. Katere jezike morate vi obvladati? Pri nas je bolj proti severu je Čičeva, proti sredini je Sena in pri nas, prav v mestu Moatizi, je glavni jezik Činjandža oziroma Njandža se imenuje. Portugalščina pa je uradni jezik, tako da mašuje se ponovadi v portugalščini. Se pa lahko tudi nedeljsko bogoslužje prebere v drugem jeziku, če so tam samo tako govoreči. Ampak če pa še kdo drug, ki zraven prisostvuje drugega jezika, potem se pa ponovadi odmašuje v večinskem jeziku, prevaja se pa tudi v drug jezik. Se pravi, da imajo vsi enako vrednost oziroma da odnesejo isto od samega bogoslužja. Koliko vernikov se udeleži nedeljske svete maše, denimo pa prazničnih maš in kako dolgo traja bogoslužje? Ja, nedeljska sveta maša, prvo mašo zmeraj markiramo. Se pravi, prva maša je zmeraj ob 7 zjutraj. Takrat se začne dan. Dan sicer že vzhod, sončni vzhod je dosti prej, ampak ob 7 zjutraj se vsi lahko pripravijo, imajo možnost, da se očistijo, da se tudi skopljejo in pridejo do cerkve.
Nekateri prihajajo zelo daleč. Grejo ob 4 ali ob 3 zjutraj, da pridejo do cerkve. Torej nekaj ur. Ja, od začetka sem jaz tako malo gledal po ljudeh, pa sem jih obsojal, zakaj zamujajo. Jaz sem bil kot strok, pa sem se zdaj že kar malo privadil. K temu me je predvsem spodbudil pastoralni obisk, ki sem ga začel lansko leto, pa letos sem ga tudi že opravil skoraj do konca. Ostaja mi še ena podružnica, bom rekel, sama župnijski del župnije, 7 jeder, ki moram še obdelati, da bi vse župljane obiskal. No, in ko pa obiščem vse župljane, pa si ustvarjam sliko, kaj je odzadaj za to sliko, pa si lahko vsak sam predstavlja. Ker če ti ne veš, od kje prihajajo ljudje, kdo so ti ljudje, kako živijo ti ljudje. Jih ne moreš razumeti, ne? Ne, bogoslužje ima čisto en drug okus, ne. Ampak jih pa spoznaš tudi njihovo dušo, njihovo naravo, je pa drug tudi pristop pol, ki ga imam. Kaj bi rekli o njihovi duši in njihovi naravi? Ja, je lepa. Je lepa? Ja. Preprosta? Odprta? Če je preprosta, ne vem, je lepa. Črnec, ne vem, če je lahko preprost, ker ima tu bogatstvo vse, pa ne tukaj lepote, poseduje čuta za lepoto, nasploh, ne. Kakšno lepoto? Barvo, tako kot tukaj, ne. Barve so tiste, Za njih pomembne. Za njih zelo pomembne, ja. Se vidi po vsemu, ne, kar nosijo. Niso tako kot jaz. Monotoni. Ja, ne. Ja, to sem jaz. Oni so pa z lepšim čutom tudi zelo lepo znajo svetovati. In če se po njih ravnaš, boš eleganten, boš lepa, ne. Kaj pa njihov odnos do drugih ljudi, spoštovanje do sočloveka in tako? Ja, mogoče od temu, bom rekel tako, o kristjanih ne bi mogel soditi. Tako, ker me imajo pa za tisto, kar sem, ne, me imajo za duhovnika. Ampak, če pa grem na tržnico, pa vsi ne vejo, da sem duhovnik in te sodijo po barvi kože. To se pravi, da je v njih tudi ta nagnjenost in enostavno, če si te barve kože, kot smo mi dva, potem smo bolj vredni v njihovih očeh, ker imamo več denarja. Smo temu primerno tudi tretirani. Se pravi, imamo drugo ceno vsega, kar nakupujemo, bova dobila višji popust, se temu reče. Če se vrnemo k bogoslužju, torej koliko ljudi obišče praznično nedeljsko sveto mašo in koliko časa traja maša? Nedeljsko bogoslužje, ja. Nedeljska maša je nedeljska maša, ne. Odvisno od kategorije nedeljske maše. Se pravi, če je nedeljska maša v času med letom, je ponovadi od 2 uri, tu je bogoslužje. Ampak del maše oziroma del bogoslužja ni samo maša. Ponovadi, ko prideš na eno podružnico, se je treba najprej usesti, najprej se je treba pogovoriti o vsem, kar je aktualna zadev, tako da se dopolni tisto, kar je, bomo rekli, pri nas doma se reče oznanila. No, potem je pa treba se usesti, si vzeti čas za spovedovanje, ki ponovadi traja tam, ja, odvisen od sposobnosti, ampak tako, od 1 ure do 2 ur se spoveduje vsakeč, ne, pred vsako mašo. In v župniji je majhen drugače, ker imamo redne, tudi delovniške maše in je veliko lažje med delovnikom se tudi spoveduje. Tako da ni tega spovedovanja. Zaradi tega prvo mašo se zmeraj čekira po uri, takrat bomo začeli. Smo že prej na razpolago za spovedi pa tako naprej. Ampak tam v pol ure nimaš kaj delati. Na podružnici je pa drugače. Ko prideš tja, si moraš najprej čas vzeti za prvi del, pa za drugi del, potem je pa maša, ki ponovadi traja 2 uri. Se pravi, smo že tam pri času. In na podružnicah ponovadi, ki jih obiskujem dejansko 2 podružnici. Eno mestno,
pa eno ob reki Zambezi. Če se pa le da, obiščem pa še tretjo, sem ponovadi, če je kakšen večji oziroma bolj odmeven čas, če je advent ali pa če je post ali pa velikonočni čas, ni časa. Pa ne samo, da ni časa, ampak ponovadi takrat je tudi kakšna deževna doba in tudi zaradi samih razmer ni moč obiskovati še četrte podružnice. Ta drugi duhovnik pa pomaga na župniji, se pravi, pa obiskuje eno mestno podružnico, pa še eno podružnico ob reki Zambezi. Tako da, če se le da, v enem mesecu obiščemo vse. Ja. Pri nas ob nedeljah, denimo v mnogih cerkvah, vidimo, da mladih in otrok skoraj ni pri sveti maši. Jih bomo mi izvozili. Vi jih imate veliko. Jih imamo precej, predvsem zaradi tega, ker jaz mislim, da ima en vpliv ta pastoralni obisk, ki smo ga opravili. Opravljali smo ga skupaj z animatorjem, župnijskim, zdajšnjim, in to povezovanje med verniki in cerkvijo. Bom rekel, ne da ima obresti, ampak jaz ne vem, Bog je res malo čuden, na kakšen način poplačuje, ne? Ker že prej je bil obisk kar velik, ne? Zdaj je pa nepopisno, nepremiljiv. Ne? Ampak imate tudi nekaj posebnega na teh podružnicah, ustanavljate neka jedra. Kaj to pomeni? Podružnice so tako kot pri nas, se pravi, ker ni rednega sedeža župnije, pač tista skupnost, kjer se združuje k molitvi, se imenuje podružnica. Ampak zdaj, ker so podružnica je majhno večji, pri nas bi skoraj lahko rekli, vsaka podružnica bi lahko bila župnija. Ampak jedra so pa razdeljene, podružnica razdeljena na dele, kjer so tiste družine, ki so malo bolj skupaj, se skupaj združujejo pa skupaj molijo. In to je jedro? To je jedro. To jih nekako povezuje v manjše enote, kjer je veliko lažje delovati. Ker tudi nimajo rednega bogoslužja nedeljskega. Nedeljsko bogoslužje je, ampak nimajo rednega dnevnega bogoslužja. Oni se vsak dan združujejo pa molijo skupaj. Ampak nimajo pa vsak dan skupaj tudi zaradi pogojev, pa zaradi oddaljenosti, pa zaradi vsega drugega, kar je tudi naravnih danosti, se združujejo v manjše skupnosti. Se pravi, je veliko lažje delo na to. Tega so se navadili že prej, ker so se mogli skrivati. In so se tako ohranjali so svojo vero, svoje otroke tako učili in zdaj nadaljujejo tako, kar se mi zdi zelo lepo in pomembno, ne? Ker je tu v bistvu tisto, kar daje moč skupnosti, da so povezani med sabo. Ker cerkev je na ta način bolj živa, je živo občestvo. Tudi če ne pride k nedeljskemu bogoslužju, vemo, da so z nami. In tudi lep vzgled imajo pri starejših, ne? Otroci, če molijo vsak dan skupaj. To je, jaz mislim, da naredijo veliko več za ohranjanje vere sami, kakor pa mi misionarji, ki smo tam, mi nismo naše. Kaj pa na samem misijonu, katere, oziroma na vaši župniji, misijon je pravzaprav vaša župnija, ne? Rekli ste, da se imenuje Moatizi, ne? Ja, misijon se imenuje San Juan Batista Moatizi. Tu je sedež druge župnije in tam jaz stanujem. Delujem pa kot župnik na župniji svetega Jana Zaborska, ki je bila ustanovljena praktično leto pa pol nazaj. Župnija je bila ustanovljena, delujemo pa še zmeraj kot podružnica, ker imam še zmeraj kufer, ker nimam nobene možnosti nimam. Tabernakel imamo zdaj fiksen, smo ga nekako zidali, imamo posvečeno Najsvetejše, nimamo monštrance, nimamo keliha, imamo samo pateno in tam noter shranjujemo tisto, kar je ostanek od hosti, ki jih ne porabimo tisti dan. Vsak dan pa posvečujemo tudi, ko pridejo ljudje k maši, dobijo evharistijo. No,
Na podružnicah teh možnosti še nimamo, tudi vse podružnice še nimajo kapele, ampak so pa podružnice. Tudi tako kot pri nas, denimo na naših župnijah, delujejo različne skupine pri vas, od župnijskega pastoralnega sveta, pa potem... Ja, do skupnostnega sveta, vsaka struktura je formirana tako kot pri nas župnijski pastoralni svet. Tudi jedro ima svojega, bomo rekli, animatorja, svojega ekonoma, svojega sekretarja in tako naprej. Kdo vse pravzaprav zastopa župnijski pastoralni svet? Župnijski pastoralni svet zastopajo vsak animator podružnice. Potem so zraven v župnijskem pastoralnem svetu sestre, salezijanke, ki imamo samo te zaenkrat. Je en predstavnik njihov v župnijskem pastoralnem svetu. Potem so pa po funkciji tisti, ki so v župniji izbrani kot animator župnije, ekonom župnije, sekretar župnije in tako naprej. Potem je predstavnik katehetov, predstavnik mladih, predstavnik liturgije, predstavnik pevcev in tako naprej. Se pravi, vsa struktura temelji na temu, da so vsa predstavništva nekako zastopana in tu tvori tisto jedro, ki je gibalo župnije. Vse odločitve, recimo po funkciji sta tam kaplan pa župnik zdaj, po novem, prej bil sem župnik. In na ta način nekako skušamo peljati župnijo naprej. Imate tudi morda kakšno izobraževanje laikov za pastoralno delo ali kaj podobnega? Ja, tudi prej so ga imeli, ko smo kot redovniki mogli zapustiti. Redovniki smo bili izgnani, škofijski duhovniki pa ne. In škofijski duhovniki pa škofje so se nekako odločili, da so ustvarili dva jedra za izobraževanje katehetov. Eno jedro je v Gijuvi, drugo pa Nakala. In so v teh dveh jedrih izobraževali katehete z namenom, da bi imeli animatorje na raznih področjih, se pravi župnijske animatorje. Obenem pa tudi delavce, ki bi bili pripravljeni izobraževati katehete na župnijah. Ni bilo zadosti duhovnikov, jasno, ker so bili vsi redovniki izgnani in so nekako prek katehetov ohranjali vero v samem Mozambiku. V Gijuvi je leta 1982, tik pred koncem revolucije, prišlo do poboja katehetov, ki so prihajali takrat na izobraževanje. Vmes je bilo pa nekaj let prekinjen ta proces izobraževanja, ampak vseeno so se prek starejših nekako te strukture ohranjale. No, leta 1982 so pa na 22. marca pobili 24 katehetov, ki so zdaj v procesu za razglasitev kot mučencev za katoliško vero in so, bi rekel, prvi svetniki v Mozambiku. To je zelo pomembno za vero, da vemo, da raste tudi iz te krvi, ki je padla, in tudi iz te krvi tlijejo novi klasi. In je zelo lepo, bi rekel, zelo lepo sprejeto tu kot eno pričevanje za Boga. Se pravi, tudi med ljudmi je ta odziv na samo odločitev cerkve, za sam proces, za vse. Tudi v našem delu imamo nekaj zdaj en proces, ki pa še ni do konca speljan. V delu, ki je zelo blizu, 120 km, ne, 240 km stran, v Angoniji, so bili jezuiti pa neki laiki pobiti med samo revolucijo, tudi zaradi vere, in tudi tam teče proces o mučeništvu. Tako da če bo Bog dal in če bo vse potrebno, bomo tudi požegnali
tisto, kar je bila kri prelita in s to krvjo pošiljeno tudi ljudstvu. Kaj pa danes? Ste ogroženi življenjsko, vi, misionarji, duhovniki, redovnice, pa tudi morda laiki? Ja, zadnji, ki bi lahko tu pričeval, je bil škof iz področja Cabo Delgada, ki je mogel na pobudo papeža Frančiška na hitro zapustiti državo, ker je bilo ogroženo njegovo življenje. Se pravi, so ga zamenjali, zdaj je tam, bomo rekli, Mozambičan, ki je zelo lepo sprejet, ampak kljub vsemu ne, na področju, kjer deluje in zaradi same situacije ni preveč prijetno samo delovanje kot katolik. Boko Haram ogroža ne samo življenje civilistov, ampak tudi cerkvene strukture. Tako da ne vemo, kaj nas čaka. Tako da verjetno je dobro tudi na misijonu imeti domačine? Ja, na misijonu imamo zmeraj prisotnega varnostnika, pa ne samo zaradi tega, občutek imaš, ne, da ti bo varnostnik pomagal, pa ponovadi je tako, da mi pomagamo njim. ampak je tako, da se vseeno, ker se med sabo poznajo in je tu spoštovanje nekako drugačno, vseeno imajo en respekt in ne upadajo tukaj. Je pa veliko te invazije, bomo rekli, ne samo tako, da bi ogrožali, ampak predvsem, da se kaj pokrade, kaj takega, tega je pa velika, ne. Ropanja. Ja, ropanje je veliko. Kaj pa divje živali? Divje živali? Ja. Zdaj je odvisno, kaj štejemo po divje živali. Divje živali, ki nas ogrožajo, najbolj taka žival, ki se srečuje zelo pogosto, je ob reki krokodil, zaradi tega, ker ljudje so še zmeraj vezani na vodo iz reke in jih ogroža skusane. Sploh žene, ki hodi po vodo, so tiste, ki, bomo rekli, najbolj ga pračajo. Mi skušamo z odpiranjem novih vrtin pa odpiranjem novih vodnjakov, da bi pomagali. Da ne bi bilo treba hoditi k reki. Ja. Ampak bomo rekli, so potrebe še zmeraj veliko večje, kot pa se naredi. Tu je samo izdelava samega vodnjaka, ne, za eno ročno pumpo. Moraš vedeti, da tu pokrije nekje 1%, 500 prebivalcev se da pokriti z eno pumpo ročno. Če pa več, je pa vzdrževanje preveč, pride predrago in ljudje sami nimajo potem motiva za vzdrževanje. Če ne, se pa da, ker ni tako drago. Od česa pravzaprav živi vaš misijon? Od kje pridobiva tudi materialna sredstva, da lahko pomaga tamkajšnjim prebivalcem? Ja. Skuša se kakšno stvar tako narediti sama, ne. Imamo en projekt, ki se imenuje Pomoč pri izobraževanju za informatiko in tako naprej, kjer se mladim, predvsem tistem, ki so v študiju, v tem procesu, ne, omogoča, da bi se naučili na računalniku kaj delati in se tudi dela kot tečaj. Oni plačujejo minimalno tudi, da pokrijejo strošek samega procesa izobraževanja. Pa včasih je treba še kaj dodati zraven, da se kaj naučijo. To je bil ena od idej, da bi bilo za naše nekako oskrbovanje, ali pa samo oskrbovanje. Pa ni. Mi smo še zmeraj, skoraj 100% vezani na pomoč od zunaj. Mašnih namenov praktično tam nimamo, čeprav te včasih kdo poprosi za kakšno mašo. So pa edini mašni nameni, ki jih dobimo recimo od sester, kadar poprosijo za kakšno pokojno sestro, eno mašo za dušenco, pa kaj takega. Kaj pa duhovni poklici? Se rojevajo? Duhovni poklici, prav v kraju, kjer smo, je zelo rodoviden kraj. Praktično vsi duhovniki, ki so v državi, so nekje iz tega zaledja našega. So iz območja Zobwe, iz območja Moatizi,
širšega območja, pa tudi iz območja Tete. Tudi od tukaj prihaja večina duhovnih poklicev. Ni pa samo tukaj, bom rekel, da so samo tukaj duhovni poklici, so tudi drugje, samo so bolj naredko posejani. Tako redovni kot škofijski, kot sestre, bom rekel, vsi poklici se najdejo tukaj noter. Je pa kar, bom rekel, kar tako. Letos imamo 8 kandidatov, jih pripravljamo. Pri nas v hiši sta 2, ostale 6 je pa v drugih fazah, tako da vsako leto jih je pa en tuko, se pravi kar nekaj. So pa bili, recimo ta 2, ki sta pri nas v hiši, so bili izbrani izmed 18 kandidatov. Smo nekako v prečiščevanju z njimi odkrili, da je v teh 2 meham več čuta in smo z njimi šli naprej. Ostali bodo pa mogli pač počakati ali pa kakšno drugo priložnost iskati. Salezijanci ste na območju vašega misijona v preteklosti menda imeli tudi radijsko postajo? Ja, tam je bil kar zveneč Radio Don Bosco. Je to v cilju evangelizacije ali zakaj? Ja, to je bil del projekta pomoči ruralnemu prebivalstvu. Prek tega medija smo nekako ozaveščali ljudi v zdravstvu, pa tudi ne samo, tudi v kmetijstvu, v preventivi, v vsemu, kar se tam v gospodinjstvu. Ne oddaja več ta radio ali kako? Ne, ta radio enostavno nismo mogli več nekako vzdrževati zaradi stroškov, ki smo jih imeli. Kar naenkrat se je pojavila ena taksa državna in nismo imeli sredstev. Zdaj pa ni več Radio Don Bosco, zdaj pa Radio Moadija, kar je en čoln, ki prevaža prek reke Zambezi, en tipičen čoln. In je škofijski zdaj. So odpeljali, so opremo smo jim dali in so odpeljali, skupaj z opremo tudi naše tehnike in zdaj vsi tam delujejo. Jaz smo kar veseli, tako da se tisto, kar smo sejali, nadaljuje in se nadaljuje, lahko rečemo, predvsej bolj zagnano, pa bolj uspešno tudi so. Zdaj bodo verjetno prešli na tisti program Radio Marija. Seveda bo struktura potem nekaj drugačna, ampak še zmeraj bo pa nekje ta duh nekako noter ostal. Vemo, da nimamo vsi istih možnosti. Radio Marija gre na državno raven, mi smo delovali na lokalno raven, sedajšnji Radio Moadija pa deluje na provincialni ravni, se pravi na provinci celi Tete in pokriva praktično en dober del celega misijona. Ja, je kar luštno. Pa Tone, ker se nam je čas za najin pogovor že iztekel, pa vendar bi zastavil ob koncu še eno vprašanje. Kaj bi glede na razmere, ki jih doživljate sedaj že 10 let v Mozambiku, med tamkajšnjim vernim prebivalstvom, pa potem tukaj v Sloveniji, ko se vračate, rekli ste, da ste bili 3-krat v tem času doma. Kaj bi povedali našim gledalkam in gledalcem, našim Slovenkam in Slovencem, vernikom naše cerkve? Kaj bi jim položil na srce? Ja, verjetno bi jim položil na srce eno odkritje, pa nas smete na narobe razumeti, eno odkritje, ki nam lahko veliko pomaga, nam lahko veliko pomeni, lahko nam pa tudi veliko preglavc da. V Afriki so ljudje ugotovili eno novost, ki po moje že ni več novost, je kar ena taka realnost, ki jo moramo sprejeti pa živeti. Namreč, da sta se Kopernik pa Galilej zmotila. Da sta trdila, da je Zemlja okrogla, pa da se vrti. Ja, ampak je kar ena razlika v tem, kar zdaj Afričan pravi. Afričan pravi, da je Zemlja ni okrogla, je kvadratna. In se ne vrti, se kotali. Celo to? Ja. Pa imajo, po mojem, da imajo kar prav. Zdaj, ko pridem domov, pa ko vidim vse ljudi s telefonom v rok,
pa vsi delajo neki na računalnik. Slišimo gledajo televizijo. razne teorije v zadnjih letih, ne, da je Zemlja ravna in tako naprej. Ja, po mojem, da imajo kar prav, ampak je tudi tam, veste, veliko tega. Ne? Se pravi, je tudi tam Zemlja čedalje bolj kvadratna, čedalje več je tega komuniciranja. Ja, zdaj, če je tu v dobrem namen, potem je to nekaj dobrega. Tudi prek teh medijev lahko evangeliziramo in smo evangelizirani. Lahko izbiramo in mislim, da je treba prav se odločati, prav izbirati. Pa bi dal vam eno veliko zahvalo za to, kar vi počnete, pa za to, kar počnejo recimo Radio Ognjišče, Družina, Ognjišče. Vsi, ki se trudijo evangelizirati, ne? Ja, bi dal en velik hvala. Hvala bi dal tudi našim, ki so zelo pogumni tam na Salve, ki ljudem stojijo ob stran in jih skušajo na ta način povezati z Bogom in jih nekako usmerjati. Poučevati, izobraževati in tako, ne? S svojimi dejavnostmi. Tam bi dal veliko zahvalo, ne? Ker če bi mi, misionarji, znali toliko narediti, kot vi naredite, potem bi bil misijon zelo lep. Prepričan sem, da zelo, zelo veliko storite pač v skladu s svojimi zmožnostmi, ne, in razmerami, ki jih pač imate tam. Res sem hvaležen, prijetno mi je bilo pogovarjati se z vami, izvedeti marsikaj zanimivega. Prepričan sem, da so naše gledalke in gledalci zelo zadovoljni s tem, kar ste jim povedali. Želimo vam srečno pot nazaj, v kratkem da že spet potujete nazaj, ne? Konec meseca. Ja. Jaz grem sam nazaj, potem pa za mano prihajata še naš inšpektor, pa gospod Matjaž iz misijonskega središča. Tako da imate redne stike. Ja, bomo rekli tako, stik bomo pa videli, če bodo redni. Ja. In če Bog da, da se čim prej spet vidimo v domovini. Bohlone vam za povabilo, bohlone vsem gledalcem za pozornost, pa se še kdaj vidimo. Hvala lepa in hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci. To je bil torej znameniti misionar iz Mozambika, salezijanec pater Tone Grm.